laboratorijsko analizo, ker, kot je že prej dr. Zupan omenil, lahko bioinformatiko uporabimo tudi po neki laboratorijski analizi, vendar pa je tam gre v bistvu za precej bolj kompleksne algoritme in v bistvu tistih črnih oken vam danes nisem želela preveč kazati, da vas ne prestrašim preveč. Danes je znano, da genetske bolezni povzročajo spremembe enega ali več, spremembe v enem ali več genih. Tistim boleznim, katerih spremembe povzroča en gen, pravimo monogene bolezni in so v populaciji bistveno redkejše od tistih poligenih bolezni, za katere so za katerih je odgovornih več genov, lahko tudi do več tisoč genov. Tak primer bolezni je na primer tudi rak, o katerem teče tudi ta poletna šola, ali pa diabetes. S trenutno razpoložljivimi molekularno-genetskimi tehnikami, kot so NGS, GWAS in podobne, pridobimo ogromne količine podatkov. Kljub temu pa to še ne pomeni, da so nam te kompleksne bolezni zdaj povsem jasne. Te podatke moramo nekako vrednotiti in tukaj v bistvu nastopi delo bioinformatika in seveda s interakcijo genetikov, ki na to potem sestavijo neko sliko in neke bolezni. Govorimo predvsem o atlasih bolezni, genomskih atlasih oziroma kakšnih drugih omskih atlasih. Bioinformatiko uporabljamo v medicini predvsem za zbiranje informacij, shranjevanje, obdelavo, se pravi analizo in pa na to integracijo in vizualizacijo teh podatkov. Kot sem že rekla, bom predstavila nek začetni del, ta predlaboratorijski del bioinformacijske analize. Prvi postopek v tej analizi je zbiranje obstoječih genomskih podatkov. To naredimo v bistvu tako, da pregledamo vse obstoječe literaturo, zberemo podatke iz literature in pa obstoječih podatkovnih zbirk. Teh podatkovnih zbirk je ogromno. Zdaj lahko so zelo specifične in še specifične so lahko v dve smeri. Lahko so specifične glede na neko omiko, nek genomski pristop, naprimer na podatki o sekvenci celega genoma ali pa GWAS študije, metilacijski profili in podobno. Lahko pa so usmerjeni v bolezen in integrirajo vse te pristope za neko bolezen. Se pravi, take podatke zberemo, iz njih izdelamo svojo podatkovno zbirko oziroma neko zbirko znanja, in ki vsebuje vse gene, ki so bili predhodno povezani z neko lastnostjo, ki jo preučujemo. In na to, kot sem prej rekla, pri poligenskih boleznih vpliva veliko število genov, vendar ne z enakim učinkom. Zato moramo te gene nekako ovrednotiti, razporediti po prioriteti, kateri vplivajo bolj, kateri manj. Tako lahko potem v bistvu po tej bioinformacijski analizi sledi validacija v laboratoriju in šele na to lahko govorimo o nekih potencialnih biomarkerjih. No in kako zdaj se tega lotimo, izdelave zbirke znanja.
Kot sem že rekla, izberemo vso dostopno literaturo in podatke iz obstoječih baz. Potem pa moramo to nekam shraniti. V Excelovi tabeli to ne gre, ker je to preveč podatkov, pa še hitro se lahko kaj zmotimo. Nerodno je za prekrivanje ali pa primerjanje več tabel. Zato uporabljamo tako imenovane relacijske podatkovne zbirke. Poznamo jih precej, najbolj uporabi so naprimer MySQL, Postgres in Oracle. Prvi dve sta brezplačni, zadnja pa je licenčna, ampak sta tudi prvi dve za naše potrebe čist dovolj zmogljivi. Sprva uvozimo in shranimo podatke iz tabele, potem pa lahko s poizvedovalnimi stavki komuniciramo z bazo. Tukaj sem prikazala nek primer uporabe podatkovne zbirke MySQL. Recimo, da smo izdelali lahko v Excelu neko tabelo z naslovom Cancer. V njej imamo podatke o genih, se pravi ime gena, potem za katero bolezen smo zbrali podatke, lahko bolj natančno specificiramo. Species lahko če smo zbirali če se ukvarjamo s primerjalno genomiko in želimo preveriti tudi pri drugih speciesih, in pa vir, iz katerega smo to pridobili. Tukaj sem naštela dve takšni zbirki, ki sta precej uporabni v humani genetiki. Tabelo nato uvozimo v bazo, potem pa z njo lahko operiramo. Lahko naprimer pridobimo želene informacije. Recimo, da želimo izpisati vse stolpce v tabeli, vse gene, ki smo jih zbrali za kolorektalni rak pri človeku. To naredimo s takim preprostim poizvedovalnim stavkom, kjer določimo katere stolpce želimo izpisati oziroma narediti neko subtabelo. Tukaj definiram, da ne izpiše vse stolpce v tabeli, za pogoj pa določim species in pa lastnost, ki me zanima. Drug primer je, da lahko preštejemo, naprimer, koliko genov smo zbrali v tabeli za kolorektalni rak, tudi po vrstah, če imamo, tako kot sem prej rekla, če imamo informacije za več vrst. V bistvu s tem ukazom preštejemo število genov in damo pogoj, pri kateri bolezni, in naj nam to razporedi po speciesih. Ko imamo izdelano neko zbirko znanja, jo lahko potem poljubno seveda uporabljamo. Če želimo nadaljevati z razvojem bioznačevalcev, je naslednji pristop prioritizacija genov oziroma razvrščanje genov po prioriteti za nastanek neke bolezni. Tega se lahko lotimo z že obstoječimi bioinformacijskimi orodji. Taki primeri so Endeavor, Finalizer ali pa String Database. To so programska orodja, ki so razvili ponavadi programerji in v bistvu že vključujejo vse informacije, na katere so se osredotočili. Nekatere se osredotočijo, tako kot sem že prej rekla, na fenotip, nekaj druge na določeno molekularno genetsko metodo. Lahko pa se
te prioritizacije lotimo pač čist na svojo roko, z integracijo znanja različnih znanj, in sicer raznih omik, kot so genomika, proteomika, epigenomika, transkriptomika in tako dalje, znanj o nekodirajočih RNA in njihovih vlogah, genski ontologiji, bioloških poteh, proteinskih interakcijah in v bistvu nasploh o bioloških mrežah. Zdaj bi samo na hitro vam predstavila princip biološke mreže. Gre za v bistvu odnos med molekulami. Te molekule so lahko geni, proteini, spojine, ki so med seboj, to so označeni tukaj kot vozlišča, to so te krogci. Med seboj so povezani s povezovalniki oziroma robovi, to so te črte in predstavljajo odnos med molekulami. Tisto vozlišče z največ povezavami pa v žargonu imenujemo hub oziroma centralna molekula. Ta centralna molekula nam nekako da tisto prvo informacijo o močnejših kandidatnih genih. Tukaj je primer uporab obstoječih bioinformacijskih orodij, pač predstavitev nekaterih. Eno izmed njih je program Endeavor, je prosto dostopno na spodnjem naslovu. Omogoča pa iskanje za 4 vrste, in sicer človeka, miš, podgano in C. elegans. Princip je pa tak, da v bistvu naše gene določimo kot testno množico, v naslednjem koraku jih vnesemo v program, v naslednjem koraku določimo, katere podatkovne vire želimo vključiti v analizo. Program procesira model, po modelu sprocesira pač algoritem, ki nam da potem neke kandidatne gene, ki so že bili ki so na podlagi teh podatkovnih virov, ki smo jih označili, naredi drugo množico kandidatnih genov, ki jo potem primerjajo s tisto testno množico. No, po celem postopku dobimo rezultat, kjer program uvrednoti vsakega od teh virov, mu poda neko oceno in na podlagi teh ocen da končno oceno, ki nam potem pove, ki nam razporedi gene po prioriteti. Drug tak program je program TopGene. Da nam seznam genov razporejenih po prioriteti na podlagi izračuna 4 ocen podobnosti. V bistvu program oziroma to orodje vsebuje podatke iz naslednjih virov, pač podatke o bolezni iz OMIM in GAT, podatkovnih zbirk, o metabolnih poteh, genski ontologiji in podobno. Potem je tukaj še razporeditev, točna specifikacija. Tudi tukaj imamo dva seta genov, testni in trening set genov, ki jih nato z algoritmom predelamo in dobimo nek seznam genov razporejenih po prioriteti. Pa si pogledamo zdaj še nek primer uporabe obstoječih bioinformacijskih orodij. Izbrala sem pač rak debelega črevesa in danke. Zbrali smo 248 kandidatnih genov in bomo zdaj
skušali te gene prioritizirati, da jih bomo šli lahko potem preveriti v laboratoriju. Zato bomo uporabili 3 orodja, sicer Endeavour, Finalizer in String. To je še eno od orodij, ki se uporablja pri teh analizah. Gre v bistvu za isti princip, vendar je tu zanimivo, ker je dostopno za precej veliko število vrst, 43, vključno z rastlinami, kar je pri teh orodjih velikokrat problem, ne? Da je večina je narejena za človeka, ali pa za miš, druge vrste so pa zelo zapostavljene, tudi rastlinske. No? Vključuje pa razne podatke, kot so QTL-i, bolezni, rezultati mikromrež, literaturo in podobno. Finalizer ki ga bomo tudi na primeru pokazali, je prav tako prosto dostopno orodje za prioritizacijo genov na podlagi bolezni. Tu je v bistvu pomembno, ta pa je tak, da je specificiran za človeka in temelji na študiji celotnega genoma. V bistvu integrira podatke iz podatkovnih zbirk in pa literature. No, tukaj smo zdaj pri tem primeru, ki sem ga prej omenila. Analizirali smo 248 genov, testni set, to je trening set, testni set smo pa določili glede na bolezen, in sicer je program narejen tako, da ima v bistvu za vsako bolezen vsebuje določeno število nekih genov, ki jih potem spravi skupaj v ta testni set. Tukaj imamo že rezultat te analize. Jaz sem v bistvu označila vse, v tem primeru vse, ne upošteval vse vire informacij, lahko pa jih potem tudi odkljukamo in nam ponovno izračuna in ponovno razporedi gene po prioriteti. Na rezultat se bomo kasneje še vrnili, kateri je najbolj obetaven kandidatni gen. Tukaj je v bistvu, če upoštevamo vse vire podatkov, no, če jih ne, se bistveno ne spremeni ta tabela. In v bistvu tukaj je najbolj obetaven gen PDGFRA, ki je bil predhodno že povezan s kolorektalnim rakom. Isti set podatkov, isti set teh 248 genov smo analizirali s orodjem Finalizer in dobili nekako dve taki dva grafična prikaza po tej oceni in prav tako smo s tem orodjem kot prvega, kot top gen dobili PDGFRA gen. Tukaj imamo primer te biološke mreže, ki sem jo prej kazala, ne. Vidimo, da sta recimo tukaj ta dva, ki sta tudi večja, ne. Ta velikost vozlišča je ponavadi odvisna od števila povezav in
različni algoritmi stojijo za tem, no, ampak informatiki se predvsem na to število interakcij osredotočajo. In tukaj vidimo, da sta prav ta spet PDGFRA in BMP2 dva gena, ki sta najbolj obetavna, najbolj povezana. Se pravi, z največ povezavami. String database je podatkovna zbirka, ki vsebuje podatke o proteinskih interakcijah, genski ontologiji in pa bioloških poteh. Isti set podatkov smo vnesli tudi v to bazo in dobili tako shemo, biološko mrežo, proteinsko mrežo, protein interakcij, kjer ponovno dobimo dve vozlišči, in sicer PIK3CD in z 12 povezavami in BMP2 z 10 povezavami. Ta dva gena smo tudi označili kot huba in veljata za močnejša kandidatna gena. Za to analizo smo dobili 5 statistično značilnih bioloških poti, v katere so bili vključeni geni iz našega seta. In, naprimer, ena od zanimivejših bioloških poti je seveda biološke poti v raku, v kateri biološki poti je 12 genov iz našega seta 248. To so te. In pa še nekako povzetek te analize. Se pravi, za isti set podatkov smo uporabili 3 obstoječa orodja z različnimi viri, z različnimi algoritmi, ki jih uporabljajo, in v bistvu dobili zelo obetujoče rezultate. Z vsemi temi orodji smo kot najmočnejše kandidatne gena dobili 2, in sicer PDGFRA in BMP2, z 2, kar je tudi zelo visok delež ujemanja, pa PIK3CD in APC2. Te 4 gene bi sedaj jaz predlagala za analizo v laboratoriju, asociacijsko študijo in seveda potem na podlagi teh asociacijskih študij za razvoj bioznačevalcev, bodisi za odkrivanje raka, kar pač potem pokažejo asociacijske študije, ne? Ali za diagnostiko, odkrivanje, zdravljenje. Ja, in tukaj bi v bistvu tudi zaključila. Kot sem rekla na začetku, glede na to, da vemo, da na kompleksne bolezni vpliva veliko število genov, da imamo vse potrebne molekularno-genetske tehnike, da te informacije pridobimo, jih moramo zdaj nekako ovrednotiti, okarakterizirati, ovrednotiti, jih v bistvu jih nekako pač določiti njihovo vrednost. Zato je dostopnih že nekaj bioinformacijskih orodij, kot sem jih predstavila, vendar enotnega ni. Enotnega pa ni zato, ker se v bistvu te njihovi algoritmi med seboj tako zelo razlikujejo. Vsak da težo neki drugi informaciji in potem je pač rezultat različen. Zato mogoče tukaj apeliram na razvijalce bioinformacijskih orodij, da se, ne vem, koliko vas je tukaj, ne, ampak da se v bistvu osredotočijo na integracijo vseh možnih nivojev
ohmskih nivojev, no, bom rekla. Na primeru smo pokazali analizo prioritizacije in tako dobili 4 kandidatne gene, ki so potrebni še z laboratorijsko analizo. Vedno v bioinformacijski analizi sledi laboratorijski del ali obratno, laboratorijski analizi sledi bioinformacijski del. Tako, ta znanja imamo, mislim, da jih moramo uporabiti, da dobimo, da končno začnemo razumeti tako kompleksne bolezni, kot so rak. Hvala.